Sredi severnega Atlantika, med Škotsko in Islandijo, je majhna skupina otokov imenovana Ferski otoki. Sestavljajo jo 18 otokov in skoraj vsi so naseljeni. Do leta 2026 bo imela več kot 56.000 prebivalcev. Prebivalstvo je majhno, vendar je kraj edinstven, saj kamorkoli pogledaš, so visoke gore, strme pečine, morje in majhne vasi. Ferski otoki so del kraljevine Danske, vendar imajo svojo vlado in parlament za številne lokalne zakone in odločitve. Imajo tudi svoj jezik, imenovan ferojščina, ki izvira iz stare nordiščine, ki so jo uporabljali nordijski naseljenci, ki so prišli sem pred več kot 1000 leti. A vendar so se otoki oblikovali že dolgo, preden so prišli ljudje. Ferski otoki so vulkanskega izvora. To pomeni, da so se tukajšnje kamnine oblikovale iz lave. Pred milijoni let so se zgodile ogromne vulkanske erupcije. Sčasoma so ledeniki, dež, veter in morje oblikovali gore in klife, ki jih vidimo danes. Zato je na Ferskih otokih veliko delov, kjer visoke kamnite stene neposredno padajo v morje. Skupna površina otokov je majhna, približno 1400 kvadratnih kilometrov. Od severa do juga je celoten arhipelag dolg le približno 113 kilometrov. Toda zaradi številnih gora, fjordov in ločenih otokov potovanje ni preprosto niti neposredno. Ljudje uporabljajo ceste, mostove, trajekte in predore. Obstajajo tudi podmorski predori, ki potekajo neposredno pod morjem in povezujejo nekatere otoke. Vreme ima velik vpliv na vsakdanje življenje. Pogosto piha močan veter. Vreme se tudi hitro spreminja. Nebo je lahko jasno, potem pa čez nekaj trenutkov pride megla, dež ali močan veter. To je zato, ker se Ferski otoki nahajajo sredi severnega Atlantika. Otokom neposredno vplivajo spreminjajoči se vremenski sistemi, ki prihajajo z morja. Zato so ljudje tukaj vajeni najprej preveriti vreme, preden potujejo, gredo na ribolov ali se povzpnejo na goro. Morje je zelo pomembno v življenju Ferskih otočanov. Že več generacij je ribolov eden glavnih virov hrane in dohodka. Še danes velik del gospodarstva Ferskih otokov temelji na ribolovu in ribogojstvu. Zato, čeprav je to sodoben kraj, ljudje še vedno močno povezani z morjem. Na največjem otoku Streymoy se nahaja glavno mesto Tórshavn. Majhno je v primerjavi z večino glavnih mest v Evropi. Toda tukaj živi velik del prebivalstva Ferskih otokov. Tukaj se nahajajo tudi vladni uradi, podjetja, šole, restavracije in glavno pristanišče. Ime Tórshavn pomeni Torjevo pristanišče, po Toru, bogu groma v stari nordijski veri. Kraj ima tudi dolgo zgodovino. V času nordijskih naseljencev so se ljudje zbirali na majhnem polotoku, imenovanem Tinganis, da bi sprejemali zakone in reševali težave skupnosti. Okoli 9. stoletja se je tukaj začel parlament, ki so ga kasneje imenovali Løgting. Tu je ena najstarejših parlamentarnih tradicij na svetu. Na Tinganisu so še danes vidne stare lesene stavbe, rdeče barve s travnatimi strehami. Veliko hiš v starem delu Tórshavna je staro že nekaj 100 let, nekatere stavbe pa se še vedno uporabljajo kot vladne pisarne in domovi. Opazna je tudi trava na strehah. To ni le zaradi videza. Trava oziroma debela plast zemlje in trave na strehah se že dolgo uporablja, saj pomaga ohranjati notranjost hiše toplejšo v hladnem in vetrovnem vremenu. Prav tako pomaga zaščititi streho pred hudim vremenom. Zato se še danes travnate strehe uporabljajo na nekaterih tradicionalnih in sodobnih stavbah na Ferskih otokih. In tukaj lahko vidimo, kako so ljudje živeli na tem območju. Niso mogli spremeniti morja, gora ali močnega vetra. Zato so se prilagodili oni. Zgradili so hiše, ki ustrezajo podnebju, našli so načine, kako potovati med otoki in ustvarili so preživetje iz morja, ki jih obdaja. Toda ko se oddaljujemo od Tórshavna, še bolj vidimo, kako velik vpliv imajo strme gore in Atlantski ocean na vsako majhno skupnost Ferskih otokov. Ker so Ferski otoki ločeni drug od drugega, že dolgo časa je bilo težko potovati z enega otoka na drugega. Prej so se morali zanašati na trajekte ali daljše cestne poti. Toda v zadnjih desetletjih so našli drugačen način. Izkopali so predore kar pod morjem. Eden najbolj znanih je predor Eysturoy. Odprli so ga leta 2020. Dosega več kot 11 kilometrov, povezuje Streymoy, kjer je glavno mesto Tórshavn, in otok Eysturoy. Najbolj posebna stvar pa je, da ima krožišče prav pod morjem.
To je prvi podvodno krožišče na svetu. Tukaj se srečajo trije predori. Na sredini je velika umetniška instalacija, okoli pa modra osvetlitev. Vozniki lahko med vožnjo skozi predor poslušajo tudi posebno glasbo. Na najglobjem delu doseže skoraj 190 metrov pod morjem. Preden je bil zgrajen predor, je potovanje po nekaterih poteh lahko trajalo več kot 1 uro. Zdaj pa nekatera potovanja trajajo le približno 15 do 20 minut. In to ni edini podmorski predor na Ferskih otokih. Trenutno so v uporabi 4 taki predori. Predor Vaga povezuje Vagar in Streymoy. Predor Nordoja povezuje Bordoj in Turoj. Predor Eysturoyar pa povezuje Streymoy in Eysturoy. Predor Sandojer pa povezuje Streymoy, zaradi česar lahko zdaj več ljudi potuje med otoki samo z avtomobilom. Trajekta ni več vedno treba uporabljati. Te predore je težko zgraditi, ker je večina kamnin na Ferskih otokih bazalt. Bazalt je trda vulkanska kamnina. Da naredijo predor, delavci vrtajo v kamen, nato namestijo eksploziv. Počasi odstranjujejo zdrobljen kamen. Tu ponavljajo večkrat, dokler ne naredijo poti pod morjem. Tak projekt je zelo drag za kraj z majhnim številom prebivalcev, a to zelo pomaga vsakdanjemu življenju. Hitreje prideš do službe, šole, bolnišnice in drugih mest. Lažje je tudi prevažati izdelke in storitve z enega otoka na drugega. Zato predori niso le turistična atrakcija. Pomembni so za boljšo povezanost ljudi na Ferskih otokih. Toda ko danes sodobni predori povezujejo otoke, pa je ena žival že dolgo pomemben del otoškega življenja. To je ovca. Tudi fersko ime za Ferske otoke se običajno razlaga kot ovčji otoki. Že več kot 1000 let so ovce na teh otokih že od časa nordijskih naseljencev. Ovce so bile pomembne, ker so dajale meso in volno. Volna se uporablja za izdelavo oblačil, ki so potrebna v hladnem in vetrovnem podnebju. Številna stoletja je bila volna tudi eden najpomembnejših izdelkov, ki so jih Ferski otoki prodajali drugod. Tukaj obstaja celo star pregovor, ki pomeni, da je volna zlato Ferskih otokov. Še danes je na Ferskih otokih več ovc kot ljudi. Ocenjuje se, da je okoli 70 000 ovc. Ferska ovca je majhna, a trpežna. Navajena je na hladno vreme, močan veter in strme gore. Pogosto prosto pasejo na širokih travnikih. Lahko jih vidiš ob robu ceste v gorah in včasih celo blizu vasi. Volna ni več tako pomembna za gospodarstvo kot nekoč, saj je zdaj na svetovnem trgu veliko več poceni tkanin. Toda tradicija pletenja na Ferskih otokih še vedno živi. Ljudje še vedno izdelujejo puloverje, kape in druga oblačila iz volne. In za mnoge ferske otočane to ni le star način izdelave oblačil, to je del njihove kulture. Zato na Ferskih otokih lahko vidiš, kako dve različni obdobji sobivata hkrati. Pod morjem so sodobni predori, zgrajeni z naprednim inženirstvom. Na vrhu gora pa so ovce, ki se zdijo, kot da se niso spremenile že stoletja. Oboje pa prikazuje, kako so se ljudje naučili živeti na kraju, ki ga deli morje in oblikuje ostro vreme. Še danes na Ferskih otokih živi stara tradicija, imenovana Ferski verižni ples. V tem plesu se ljudje držijo za roke, se premikajo usklajeno in pojejo dolge pripovedne pesmi. Glasbeni inštrumenti niso potrebni, uporabljajo se le glasovi in gibanje ljudi. Te pesmi imenujejo balade. Veliko zgodb govori o kraljih, bojevnikih, ljubezni in dogodkih iz stare nordijske kulture. Verižni ples je pomemben, ker je pomagal ohraniti zgodbe in jezik Ferskih otokov skozi številna stoletja. Glavni jezik tukaj je ferojščina ali ferojski jezik. To je severnogermanski jezik, ki izvira iz stare nordiščine, jezika, ki so ga prinesli nordijski naseljenci pred več kot 1000 leti. Dolgo časa je bila danščina glavni jezik, ki so ga uporabljali v šolah in cerkvah. Ferojščino pa so ljudje še naprej uporabljali doma, v vsakdanjih pogovorih in v pesmih. Leta 1846 Wenceslav Hammersheim je ustvaril standardni način pisanja ferojščine. To je zelo pomagalo, da so dobili enoten način pisanja in poučevanja jezika. Leta 1938 ferojščina postala enakovredna danščini v šolah in cerkvah.
Leta 1948 pa je ferojščina postala glavni jezik. Še danes večina ljudi v vsakdanjem življenju uporablja ferojščino. Danščina pa je uradni drugi jezik in se prav tako poučuje v šolah. Zato verižni ples ni le preprost ples, je tudi način, kako prenesti stare pesmi, zgodbe in jezik ferojcev na naslednjo generacijo. Od kulture ljudi pa pojdimo k enemu najbolj znanih otokov na severu, Kalsoju. Otok je dolg in ozek, poln visokih gora. Tu so 4 majhne vasi in zelo malo prebivalcev. Ena cesta, dolga približno 17 km, vodi od Sidradalurja na jugu do Trolanesa na severu. Na tej poti greš skozi 4 predore, ki so izkopani kar skozi goro. Nekateri deli ceste in predorov so zelo ozki, zato morajo biti vozniki zelo previdni. Na skrajnem severnem delu Kalsoja se nahaja svetilnik Kalor. Svetilnik je majhen, vendar je kraj zelo znan zaradi razgleda na okolico. Od tu lahko vidiš visoke zelene gore, ki se strmo spuščajo naravnost v Atlantski ocean. Da prideš do svetilnika, najprej moraš iti v vas Trolanes in se nato peš povzpeti na goro. Če je lepo vreme, lahko od tu vidiš nekaj bližnjih otokov. Vendar se vreme na Kalsoju hitro spremeni. Nenadoma se lahko pojavi megla, dež ali močan veter. Kalsoj je postal še bolj znan, potem ko so kraj uporabili za snemanje filma o Jamesu Bondu z naslovom Ni čas za smrt, ki je izšel leta 2021. Del filma je bil posnet v bližini Kalorja. Po snemanju je lokalna skupnost postavila majhen spominski kamen, podoben nagrobniku, za Jamesa Bonda kot spomin na film. Toda še preden so prišle filmske ekipe in turisti, so bile gore, predori in morje Kalsoja že dolgo del običajnega življenja prebivalcev. In tako kot v drugih delih Ferskih otokov, je tukaj jasno, kako so se ljudje naučili prilagajati življenju na zahtevnem območju. Namesto, da bi jih gore in morje ločevali, so zgradili ceste in predore. In medtem, ko se tehnologija okoli njih spreminja, še vedno ohranjajo jezik, pesmi in tradicije, ki izvirajo iz prejšnjih generacij. Na Ferskih otokih niso pomembni samo kultura in predori v življenju ljudi. Velik del njihovega preživetja prihaja tudi iz morja. Ferski otoki imajo malo kopnega in nimajo obsežnih kmetijskih površin, prav tako nimajo velike naftne industrije. Toda morje okoli otokov je zelo bogato z ribami. Zato je bilo skozi stoletja ribištvo glavno delo mnogih ferskih prebivalcev. Še danes sta ribolov in ribogojstvo najpomembnejša dela njihovega gospodarstva. Več kot 90% vrednosti izdelkov, ki jih Ferski otoki izvažajo, prihaja iz rib in morskih sadežev. Sem spadajo trska, vahnja, sled, skuša in še posebej atlantski losos. Industrija gojenja lososa je tukaj zelo velika. Losose vzrejajo v hladnih vodah okoli otokov, preden jih pošljejo v Evropo, Azijo in druge trge. Po najnovejših podatkih o trgovini, losos še vedno ostaja največji posamezni izvozni izdelek morske hrane s Ferskih otokov. Zato, čeprav je prebivalstvo tega območja majhno, izjemno veliko količino morske hrane izvozijo v druge države. Toda to ne pomeni, da se Ferski otoki ukvarjajo samo z ribolovom. Tudi druge industrije, kot je tehnologija, hitro rastejo. Storitve in turizem. Ker je internet hiter in infrastruktura dobro urejena, lažje je tudi delati na daljavo z otokov. In zaradi novih predorov, ki povezujejo nekatere otoke, je tudi lažje živeti v majhni vasi, medtem ko delaš v drugem kraju. Prej si moral morda še na trajekt? Zdaj na nekaterih poteh potrebuješ samo še avto. To je velika sprememba za skupnosti, ki so bile dolgo ločene zaradi morja. Toda medtem ko življenje postaja vse bolj moderno, se pojavlja tudi eno vprašanje za mlade s Ferskih otokov, ali bodo ostali v svoji majhni državi, ali se bodo preselili v večja mesta na Danskem in v druge dele Evrope. Veliko jih odide, da bi študirali ali delali, a veliko se jih tudi vrne. Za nekatere je bolj pomembno mirno življenje, družina, skupnost in bližina narave, kot pa življenje v velikem mestu. Tak način življenja lahko opazimo, če se odpravimo na najbolj južni del Ferskih otokov. Tu se nahaja otok Suduroj. Na njegovem južnem koncu stoji svetilnik Akra Akraberg. Svetilnik je bil zgrajen leta 1909, da bi pomagal ladjam, ki plujejo skozi nevarne vode v okolici. Nahaja se na robu kopnega, obrnjen naravnost proti širnemu severnemu Atlantiku. Tukaj močno piha veter in vreme se hitro spreminja.
Ko je nebo jasno, je razgled na morje izjemno širok. Toda ko pride megla, lahko oddaljene gore in pečine hitro izginejo izpred oči. Na Ferskih otokih je še en nenavaden prizor, ki ga včasih lahko opazimo. Ko so veter in vlaga v zraku ravno pravi, se lahko gosta megla preliva čez robove gora. Videti je kot slap, vendar namesto vode padajo oblaki in megla, ne pa voda. To se zgodi, ko veter potiska vlažen in hladen zrak navzgor po gori. Ko doseže vrh, se prelije navzdol po drugi strani. Ker je megla gosta, izgleda kot bela voda, ki pada s pečine. Toda dolga zgodovina Ferskih otokov ni vidna le na skrajnih delih otokov. Blizu Tórshavna je vas imenovana Kirkjubur. To je eno najpomembnejših zgodovinskih krajev v državi. V srednjem veku je bilo to središče cerkvenega in verskega življenja na Ferskih otokih. Tukaj so ruševine Magnusove katedrale in majhna cerkev Olavskirkjan, stara cerkev, ki se še vedno uporablja. Toda najbolj znana stavba tukaj je Kirkjuburgardur. To je zelo staro lesena kmečka hiša, katerega deli so stari več kot 900 let. Najstarejši del se imenuje Rojkstovan. Šteje se za eno najstarejših lesenih hiš na svetu, v kateri ljudje še vedno živijo. Ista družina s Ferskih otokov je tukaj živela 17 generacij. To pomeni, da medtem ko se je Evropa spreminjala med vojnami, nastajanjem novih držav in novih tehnologij, življenje na tej kmetiji še vedno teče naprej. Seveda to ne pomeni, da je vse enako kot v 12. stoletju. Ljudje, ki tu živijo danes, imajo tudi sodobno življenje. A vendar hiša ostaja resničen in pristen del njihove družine in zgodovine, ne le muzejski eksponat. In tukaj postane jasno, zakaj so Ferski otoki nekaj posebnega. Država je majhna in daleč od velikih evropskih mest, a to ne pomeni, da je zaostala v času. Gradijo predore pod morjem, imajo sodobno ribiško industrijo in hiter internet. Imajo sodobno vlado in podjetja, hkrati pa so še vedno živi ferski jezik, verižni ples, ovčereja in hiše, ki jih uporabljajo že stoletja. Jim ni treba izbirati, ali bodo moderni ali tradicionalni. Oboje imajo. In morda je to najpomembnejši razlog, zakaj so Ferski otoki še vedno tako posebni. Ljudje tukaj so se naučili uporabljati novo tehnologijo, ne da bi morali pozabiti, kdo so. Na kraju, ki ga delijo gore in morje, so otoke povezali, da je povezovanje lažje. Na kraju, kjer je malo obdelovalne zemlje, so si za preživetje izbrali morje. In medtem ko se svet zunaj hitro spreminja, še naprej ohranjajo svoj jezik, tradicije in skupnosti, ki so se oblikovale na teh otokih več kot 1000 let. Na koncu zgodbe o Ferskih otokih je ena stvar, ki jo je pomembno razumeti. Otoki so oddaljeni, prebivalstvo je majhno, vreme se nenehno spreminja. In ni lahko živeti sredi severnega Atlantika. A to ne pomeni, da si ljudje tukaj želijo oditi. Pravzaprav se prebivalstvo Ferskih otokov nenehno povečuje. Do leta 2026 bo tukaj živelo več kot 55.000 ljudi, več kot v preteklih desetletjih. To kaže, da čeprav veliko ferskih prebivalcev najprej odide študirat ali delat na Dansko ali v druge države, se jih veliko odloči vrniti ali ostati. Velik razlog za to je kakovost življenja, ki jo imajo. Skupnosti so majhne, zato se ljudje pogosto poznajo med seboj. Družine so bolj povezane. In ker so razdalje med številnimi kraji kratke, hitro prideš od doma do službe, šole ali morja. To ne pomeni, da je življenje tukaj popolno. Cene nekaterih izdelkov so visoke, ker jih je treba pripeljati iz drugih držav. Nekatera delovna mesta so tudi omejena v primerjavi z velikimi mesti v Evropi. In ko potrebuješ posebno medicinsko zdravljenje ali izobraževanje, ki ga na otokih ni, nekateri ljudje morajo iti na Dansko. Toda ko so Ferski otoki postali bolj moderni, se je nekaj težav zaradi oddaljenosti zmanjšalo. Imajo hiter internet, imajo sodobne bolnišnice in šole, imajo svojo univerzo, imajo letališča, trajekte in predore. In imajo vlado, ki neposredno sprejema veliko odločitev za potrebe otokov. Ferski otoki so še vedno del kraljevine Danske, vendar imajo široka lastna pooblastila. Vlada Ferskih otokov upravlja z mnogimi stvarmi, kot so ribolov, davki, podjetništvo, promet, izobraževanje, kultura in socialne storitve. To pomeni, da čeprav je prebivalstvo majhno, veliko odločitev glede vsakdanjega življenja sprejemajo prav na Ferskih otokih. To je pomembno, ker je njihov položaj drugačen v primerjavi z Dansko. Drugačno je gospodarstvo, drugačna je geografija.
In drugačne so težave, ki jih je treba reševati, ko je tvoja država sestavljena iz majhnih otokov sredi Atlantika. Zato, čeprav so del večjega Danskega kraljestva, Ferski otoki imajo še vedno jasno svojo identiteto. Imajo svojo zastavo, imajo svoj parlament, imajo svoj jezik. In imajo kulturo, ki je ni treba zapustiti samo zato, da bi bili moderni. To je tudi eden od razlogov, zakaj je ideja doma tako pomembna na Ferskih otokih. To ne pomeni samo hiše. Sem spadajo tudi kraj, družina, jezik in skupnost. Ko odrasteš v majhni vasi, kjer poznaš veliko ljudi, je tvoja povezanost s krajem povsem drugačna. Veš, katera gora je za hišo. Veš, od kod prihaja močan veter. Veš, katera cesta se lahko zapre, ko je slabo vreme. In veš tudi, koga poklicati, ko potrebuješ pomoč. Tega ni lahko izmeriti z denarjem. Zato imajo nekateri mladi s Ferskih otokov, ki so izkusili življenje v Kopenhagnu ali drugem velikem mestu, razlog, da se vrnejo. Morda je več služb in zabave. Toda na Ferskih otokih je lažje biti blizu družini, naravi in skupnosti. In to tudi ne pomeni, da morajo živeti tako kot njihovi predniki. Obstajajo sodobne službe, mednarodna podjetja, glasbeniki, oblikovalci, strokovnjaki za programsko opremo in raziskovalci. Obstajajo ljudje, ki delajo na spletu za podjetja v drugih državah, medtem ko še vedno živijo na Ferskih otokih. Zato ni več treba vedno izbirati med sodobnim življenjem in majhno otoško skupnostjo. Lahko imaš oboje. Obstaja ena ferska beseda, ki jo pogosto uporabljajo za opis prijetnega občutka, ko je tiho, varen si in obkrožen z ljudmi, ki so ti blizu. Beseda je hugni. To je kot preprosta sreča in udobje, ki ne potrebuje velikega dogodka. Lahko je obrok z družino, kava, medtem ko je zunaj slabo vreme, ali preprosto sedenje doma, medtem ko poslušaš veter in dež. To ni nekaj posebnega, kar bi našli samo na Ferskih otokih. Ampak lažje je razumeti, zakaj je to pomembno na kraju, kjer vreme pogosto prisili ljudi, da ostanejo notri in so skupaj. In morda tukaj tudi vidimo, zakaj na otokih še vedno živijo številne stare tradicije. Ne zato, ker ne bi želeli sprememb, ampak zato, ker obstajajo stvari, ki jih ni treba odstraniti, ko pride nova tehnologija. Lahko zgradijo podmorski tunel in hkrati še vedno nosijo pleten volnen pulover. Lahko uporabljajo pametni telefon in hkrati še vedno govorijo ferojščino. Lahko delajo v sodobni pisarni in se še vedno pridružijo verižnemu plesu na druženju. Ni treba izbrisati starega načina življenja, da bi sledili sodobnemu svetu. In to je ena najbolj očitnih stvari, ki jih lahko vidite na Ferskih otokih. V mnogih državah, ko nek kraj postane bolj moderno, majhne skupnosti postopoma izginjajo in ljudje se selijo v velika mesta. Na Ferskih otokih se spremembe prav tako dogajajo. Toda novo infrastrukturo uporabljajo zato, da je lažje ostati v majhnih vaseh. Predor ne le pospeši potovanja, omogoča tudi, da lahko družina živi na majhnem otoku, medtem ko en član dela v večjem mestu. Hiter internet ni namenjen samo zabavi. Omogoča delo, za katero si se včasih moral preseliti v drugo državo. Tako Ferski otoki na poseben način uporabljajo sodobno tehnologijo za zaščito svojih majhnih skupnosti. Ne bodo vsi ostali. Vsi pa si ne želijo živeti na majhnem otoku. In medtem ko se gospodarstvo in podnebje spreminjata, prihajajo nove težave. A jasno je, da oddaljenost ni več takšna kot nekoč. Ferski otoki niso več preprosta skupina otokov, ki jih ločuje morje. Bolj so povezani kot kdajkoli prej. A vendar vsak kraj ohranja svojo lastno identiteto. Če je ena stvar, ki jo lahko vidimo skozi celotno zgodbo Ferskih otokov, potem to ni tišina ali oddaljenost od sveta. Razlog, zakaj so otoki posebni, je veliko preprostejši. Ljudje tukaj so se naučili, kako si urediti življenje na kraju, ki ga imajo. Ne morejo odstraniti gora, ne morejo ustaviti vetra, ne morejo premakniti otokov bližje Evropi. Zato so našli način, kako živeti z vsem tem. In medtem, ko veliko krajev po svetu še naprej išče večje, hitrejše in novejše, so ljudje na Ferskih otokih, ki se odločijo ostati na majhnem kraju, ki ga že dolgo imenujejo dom. Ne zato, ker nimajo kam drugam iti, ampak zato, ker je zanje življenje, ki ga imajo tukaj, dovolj.